Spoštovane gledalke, dragi gledalci, dobrodošli znova pri Slovenskem času. Danes bomo poskusili presekati gordijski vozel slovenskega zdravstva. Bomo videli, koliko nam bo to uspelo. Vsekakor imamo dva zares odlična gosta. Z nami je gospa Marjana Pavla Rezelj, medicinska sestra po izobrazbi, predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji. Zaposlena je v ambulanti na Zavodu Objem zdravja in pa kot referenčna sestra v Zavodu zdravje. Sicer pa je več kot pol kariere delovala, živela v Argentini. Lepo pozdravljeni. Hvala. In pa dr. Rok Ravnikar, specialist družinske medicine, zaposlen v zdravstvenem domu v Kamniku, sicer pa tudi predsednik odbora za osnovno zdravstvo in podpredsednik Zdravniške zbornice Slovenije. Tudi vam lep pozdrav. Mogoče za začetek, ko smo že pri gordijskem vozlu, a je res tako slabo, kot nekako pregovorno že Slovenci jamramo, govorimo? In mogoče, če ja, kaj je za vaju ključni problem, če bi mogli za začetek samo enega izpostaviti? Lahko jaz mislim, ključni problem je to, da v Sloveniji, ko človek zboli, ne more vsak v dostojno hitrem času pride do zdravstvene oskrbe. To je, se pravi, kapacitete zdravstvenega sistema so premajhne za potrebe prebivalstva. In v tem smislu je to ena stvar, ki se žal predolgo vleče in je tak vozel, da nimam nobene, se ne slepim, da ga bo midva nocoj razrešila, ker je tako velik, mogoče bo pa kakšno vrvico vendarle načela ali pa prerezala, to pa lahko. Vi imate izkušnje tudi iz čisto drugačnega sistema? Ja, drugačni sistem, mogoče če primerjam z Argentino, smo na bistveno boljšem položaju, ker še zmeraj gledam pozitivno na to, da preventiva tukaj v Sloveniji nekako deluje. Medtem ko v Argentini je to zelo, se ne vidi toliko dela na tem in se zelo spreminja glede na vlado. Projekti padajo v vodo in se ne nadaljujejo, medtem ko tukaj pa še vedno vidim eno nit, ki jo ne glede na to, katera vlada je, še vedno je nekaj, kar česa se držimo, česa se drži. In tako da jaz sem bolj pozitivnega pogleda, da imamo podlago, na kateri se da graditi. Zdaj, verjetno je pa veliko tudi problemov, ki jih en povprečen pa relativno zdrav Slovenec niti ne vidi, pa jih verjetno vidva pri svojem delu še veliko več. Midva v glavnem, sicer v referenčni ambulanti pa pri primarni preventivi seveda srečujemo tudi zdrave, večinoma se pa srečujemo z bolnimi. In tudi je, važno je, s kom se primerjaš, in mi si želimo primerjati vedno z najboljšimi, tako da sigurno, zagotovo v Sloveniji živimo bolje od velike večine sveta, verjetno smo v top 10%, kar se tiče zdravstvene oskrbe, tukaj ni dvoma. Ampak in tudi, če pogledamo po enih kazalcih, kot je recimo zdravje ali pa umrljivost ali pa leta izgubljenega življenja, kaj takega, mi smo zelo visoko v Evropi, samo vsem se mi zdi, da sploh v zadnjih letih, da poskušamo to vzdrževati na rezervah, kot se reče, na rezervnem bencinu, ker če pogledamo številke, ne moreš ti z manj kadra kar vzdrževati enako stanje, kar ves čas v nedogled. In to je tisto, na kar opozarjamo. Ne, da se nam slabša zdravstveno stanje med ljudmi, ampak opozarjamo, da na tak način, na etični pogon zdravstvenih delavcev pač ne bomo mogli več vzdrževati tega sistema in nam bo pošla sapa. Ni problema, zdržimo mi 24 ur, pa 36 ur smo dežurstva zdržali, ne moreš pa 5 let vzdrževati enega sistema. Tako da ste rekli, zakaj smo mi potem tako kritični, prav zaradi tega, ker hočeš z vsem svojim znanjem, ki ga imaš, pa ki veš, kaj bi se lahko, se pravi, razlika je med tem, kaj ti kot zdravnik ali zdravstveni delavec znaš, zmoreš in kaj lahko narediš v tem sistemu, ki ti pa ni odvisen od tebe, oziroma je pa postavljen z enimi
parametri, pa z enimi strukturami, ki so neodvisni od zdravnika posameznika. Po drugi strani pa ljudje ocenjujejo prav po tem svoji izkušnji tudi tebe. In to nas pač daj tudi vsem frustrira, kolikor nas zadovoljuje. Eno delo z bolniki je pa ta krivica, da za slab sistem krivijo tiste, ki v njem delamo, to pa je tista krivica, ki nas malo boli in zato smo tisti, ki pač eni bolj ali manj izpostavljeni, pač na to opozarjamo tiste, ki pa imajo škarje pa platno v rokah, pa ki so zato res odgovorni. A vi tudi tako občutite močno to nastrojenost, ki se... To se občuti sicer ne vedno, zelo smo veseli, ko so bolniki zadovoljni, ampak nas prizadene, včasih, ko ne moremo najti rešitve, ko ne moremo delati tudi več kot toliko ur na dan, nimamo včasih dovolj kadra in vidimo pa, da ljudje odhajajo iz našega poklica, posebno medicinske sestre, jih primanjkuje in izbirajo druge poklice, ker je žalostno, ampak imajo primerljivo ali boljšo plačo, ki jo dobijo za manj izobrazbe, v drugih panogah. Tako da je žalostno to videti in tudi težko enega mladega prepričati, da ostane v našem poklicu. No, zdaj smo se nekako pri kadru lotili zadeve, pa me zanima, a se vam zdi samo plačilo tisto, kar je daleč največji faktor pri tem, da ljudje ostajajo, da se odločajo za ta poklic, in je to enostavno pač neka zamuda države, ki ne sledi tem trendom, ali je mogoče kaj drugega še? Pri odločanju za poklic, po moje, da ne. Saj je kar vsaj za poklic zdravnika vsem toliko dolga pot, da če bi takrat na začetku samo videl neko svojo plačo, enkrat pa tudi ta ni zdaj, v bistvu številke so velike, ampak mi vemo, kakšen sistem v Sloveniji, da na koncu ta izplen, če hočeš, iz tega terja kar ogromno človeka, da bi si nekaj privoščil in ponovadi potem ti časa zmanjka za to. Se pravi, v Sloveniji je tako narejen, da za veliko dela ti zaslužiš velike vsote in to je prav v zdravstvu značilno, vse te nadure, vse te bajne bruto plače, ki se kažejo, so v bistvu posledica dela, ki daleč presega normalno delovno obremenitev v mesecu, in potem človeku ponovadi zmanjka časa, da bi v tem smislu prav potem živel ali pa uživ sadove tega dela, če hočeš. In to ravno v najbolj kritičnem obdobju, pač najbolj rabiš denar v Sloveniji, ko si mlad, ko si poleg, ponavadi pač v povprečju govorim, nimaš veliko prihranjenega, ob začetku službe si ustvarjaš in hkrati in dom in življenje in še otroke imaš, vse to, kar v Sloveniji veliko stane, in takrat moš potem hkrati še veliko delati, da to pokriješ in je tako neugodno. Potem se strinjam, po enih 20 letih kariere v slovenskem zdravstvu so razmere tudi v tem smislu, vse so nadpovprečne, ne moramo reči, da se ne zasluži dobro, ampak kaj za to terja, je pa neprimerljivo z drugimi poklici. To pa sigurno, kaj je zdravstven poklic, a pa delo v zdravstvu, pa delo z bolnimi, in to potem še v sistemu, kjer ne moreš vsega sam vplivati, to pa popije veliko energije in to je tisto, kar na koncu, po moje, najbolj prevaga pri tem, ali gre človek iz zdravstva ven ali ne. Mi izobrazimo, v bistvu zdravnikov sicer malo premalo, medicinskih sester pa po številkah izobrazimo jih dovolj, zelo primerljivo, z Evropo, samo je pa res, da se pa potem ne zaposlijo v zdravstvu in je pomembno, bi se bilo za vprašati, zakaj. Mislim, škoda, da mi hodimo po celem svetu loviti neke kadre, hkrati nam pa saj iz medicine nam sigurno, mislim, da dobrih 10% ljudi ne gre v zdravstvo, pri medicinskih sestrah je verjetno še nekaj več ta procent. Mogoče to, kar ste opisal, po 20 letih, pri medicinskih sestrah ni tako, kot mogoče pri zdravnikih. Ta napredovanja se ustavijo in prideš do določene točke, kjer potem ne morejo te nagraditi, ni načina, da bi ti plačali več, razen če delaš, tako kot ste povedal, da delaš take izredne ure in delaš po 18 ur ali kolikor. In je potem
se zgodi to, da več kot to ne gre naprej, a ne dobiš večjega plačila in potem nekateri izgorijo, a ne. Je res, da plačilo ni edino, a ne, veliko pripomorejo te, možnosti, da si član ene ekipe, da te priznajo, da priznajo tvojo, vrednost tvojega doprinosa. Ampak ko pa vidijo, da ne gre več, da se ne da, da ne dosežejo nagrajevanja tudi v tem, a ne, v denarju, potem pa jim zmanjka, a ne, zmanjka navdušenja. In če dobijo eno delo, ki je bolje plačano, veliko ljudi gre, a ne. In tako je tudi med, javnim in privatnim, a ne, sektorju se tudi to dogaja. Pridejo medicinske sestre do, mogoče tudi po dolgih letih, a ne, pa izobraževanja, najvišjega, kar lahko dosežejo in, pa ne morejo se v javnem sektorju in nobeden jih ne more zagotoviti višje plače. Potem pa mogoče kakšen privaten sektor prisluhne, prizna, a ne, to in se lahko zmeni, a ne, za plače in to je tako realno. In dobro. Ja, ta ujetost slovenskega zdravstva v javni plačni sistem, a ne, je pač en problem. Če ne moreš, se pravi, zdravstveni delavci so kadri, ki so zelo iskani tudi na privatnem trgu ali pa v tujini konec koncev, ne znam, mislim po meji gor severni, se kar pozna, a ne, koliko jih dela, v Avstriji recimo. In, je pač to vztrajanje, odgovornih pri tem, da moramo vsi biti v tistem plačnem razredu, je pač ima svoje posledice v tem, a ne, se pravi, da potem, delodajalci v javnem sektorju ne morejo biti fleksibilni, ne morejo biti, konkurenčni ponudbam in, to bi mogli odpreti oči, ker na koncu koncev gre za bolnike, ne gre za plače, nas zaposlenih, ampak gre za to, ali bomo za bolnike zagotovili oskrbo ali ne. In tukaj se mi zdi prav tako pač ironično, kakšno sklicevanje na neko skrb za bolnike, hkrati pa ti je jasno, zakaj ni kadra in ne narediš nič za to, ali pa se celo zaklinjaš, da to že mora tako biti, a ne. To je en izmed prvih, bom rekel, vrvic, ki bi jo prerezali v gordijskem vozlu, je to, da bi omogočali, da bi bili delodajalci v zdravstvenem sistemu, ki so po Sloveniji po večini pač javni, konkurenčni na trgu delovne sile, a ne. Da bi imeli bolj proste roke, a ne, da bi lahko nagrajevali kakovost, da bi lahko nagrajevali uspešnost, a ne pa samo število. Včasih število ne pove nič, a ne. Število je, ni vedno se ne, prevede v boljšo oskrbo. Ja, ta misel se kar nekako ponavlja tudi po drugih področjih javnega sektorja. Se spomnim, da ko smo imeli debato o šolstvu, je bilo spet izpostavljeno najbolj ravno to, ne, da nimamo možnosti, ohranjati kadra s tem, da pač lahko nagrajuješ, lahko, pač imaš večjo svobodo pri tudi zaposlovanju in tako naprej. Kakšno pa bi po vajinem, moralo biti ali pa kako naj bi izgledalo to razmerje med privatnim pa javnim sektorjem v zdravstvu? A sta to res dve taki nasprotji, pri čemer so na eni strani neučinkoviti, ampak, za vse enaki, na drugem pa dobičkarski, ampak... Zdaj tako en tak zanimiv pokazatelj, da vendarle ni sam plačal vse, je to, ne, recimo, da imate v Sloveniji, ne vem, 56 zdravstvenih domov, to bolj poznam, ali 55. Pomeni, povsod so enaki pogoji, enaki pacienti, enako delo, enaka oprema, ampak eni imajo grozne probleme s kadri, eni pa ne. Ne pomeni, obstajajo še neki prijemi, neki pogoji, neke razmere lokalne pri vsakem izvajalcu, ki vplivajo na to, ali je tam pri njih zaposlen zadovoljen ali ne. Tako da seveda ni vse plača, ampak generalno gledano je plača pomembna pri tem, da ohraniš pač neko delo v enem sektorju, ampak prav pri posameznem delodajalcu so potem pa še te ostali faktorji, ali si v tistem delovnem okolju spoštovan, zadovoljen, ali je kolektiv, vzdušje dobro, ne, to mi, ki smo imeli to izkušnjo, ne, zdaj, če si delaš v enem ambulanti, ki so samo 3 zaposleni, je pač ena dinamika, če si pa ti v enem zdravstvenem zavodu, ki je 200 zaposlenih, ali pa na oddelku, kjer je pač 50 zaposlenih,
je pa to druga dinamika in imaš lahko zelo super, motivirajoče, to, da niti ne pomisliš, kakšne plače, ko greš v službo, ne? Lahko je pa tako toksično, pač veste, da komi čakaš, da daš odpoved. Tako da, vse to smo že videli in doživeli, tako da, kar se tiče Od česa pa je to najbolj odvisno, mislim? Ja, tukaj pa predvsem, ponavadi je pač so vodstva tista, ki imajo svoje bolj ali pa manj srečne talente za organizacijo in vodenje, jaz tako pač gledam. No. Ja, in na odnosih. A ne, Tako. vodstvo, ki dela na odnosih, ki zagotovi to, da so ljudje tudi slišani, da se upošteva njihovo mnenje, da se jih vpraša za mnenje, to človeka spodbudi, a ne, da Tudi želi težko, biti tako. del tega kolektiva, da se čuti. Mi včerajmo v zdravstvu so ljudje, ki so hard working, mislim, se pravi, ki so navajeni težko delati. Ne? To ni zdaj, da bi bili tam, a ne, ko greš v ta poklic, veš, da boš trdo delal, da boš nočne delal, da boš, pač, da boš mu ljudi v stiski. Vse to nikoli ni problem hudo bolan človek. To nikoli ni stiska ne zdravnika, ne medicinske sestre. Ne? Se pravi, ti, ko vidiš nekoga, ki je bolan v bolečinah, to te kar ima, da bi mu pomagal. Pač tak je ta naš odnos, a ne? Ampak vse drugo te pa izsuši, a ne? Se pravi, če govorim zdaj za naše področje, primarno zdravstvo, predvsem birokracije ogromno, a ne? In pa ta občutek tekočega traku, ki te pa ne napolnite, ni tega zadoščenja, ki ga ti želiš. Ne? Vsak želi, učitelj ima zadoščenje, ko je nekoga naučil, pa so učenci veseli, zdravnika pa zdravstvenec ima zadoščenje, ko čuti, da je neko pomoč in se ne gre za hvaležnost, če nekaj ti bom dal za meno, ampak ko čutiš, da si s tem svojim delom nekomu pomagal, ne, in tega zadoščenja predvsem manjka, ker veš, da je ogromno tvojega dela bilo namenjenega enim tretjim stvarem, ne pa pomoči, po skrbi bolnih. To je pač naša frustracija vsakodnevna. No. In na tem zadoščenju lahko vodstvo veliko naredi, a ne, ker lahko pohvali. To veliko pomeni, a ne, zdravstvenemu delavcu, da pohvali, da mu pokaže, lej, ponosni smo, da si to naredil, da so tvoji bolniki dobro, a ne, obravnavani. Da tako zadoščenje, da potem človek niti ne pomisli, da bi šel, a ne, niti ne išče druge službe. In res, da plačilo ni edino. A ne, seveda je pomembno, a ne, če ti nekdo ponudi še enkrat višjo plačo, boš šel. A ne, ampak ni edina stvar, zaradi katere se odločaš, a ne, iskati drugo službo. V Ameriki so ene bolnice, ki dobijo naziv Magnet Hospitals, če izpolnjujejo določene pogoje. In med temi pogoji je to, ne, da se dela v timih, a ne, da se upošteva mnenje vseh, da so določeno število sestankov interdisciplinarnih. In potem plačilo je nekje čisto zadaj, a ne, med temi pogoji, ki jih izpolnjujejo te Magnet Hospitals. In potem medicinske sestre tudi gledajo na to, a ne, tam, bom šla od tega. Kje delaš, bom šel od tega, a ne, ima ta naziv, akreditiranje kot Magnet Hospital, tam bom delala, tja hočem delati. Imajo hospital, ne, imajo klinik, Ja. tam so plače nizke od zdravnikov, Ja. ne, ampak če ima kdo v referenci, da je tam delal nekaj let, je Ja. to Ja. potem In je lepo tam je v delati, karierno, ne, to, ne samo to, da si priznan zaradi teh strokovnosti, a ne, ampak tudi prijetno je delati tam, lepo je hoditi v službo. Ne, Lahko to je povem to. anekdoto, ko sem jaz zapuščal en zdravstveni dom, ne, ko sem pač tako, ko greš v službo, pa rečeš, to mi pa ni všeč, je čas, ko razmišljaš o tem, ne, in sem ob slovesu napisal priporočilo vodstvu, kako postati najbolj zaželen delodajalec v regiji, ne, in to je ta Magnet, ne. Ja. To se vidi pa tam, ker ni problem dobiti kadre, to so pač izvajalci, ki privlačijo, ne glede na to, da imajo iste pogoje, kar se tiče plače, kot cela Slovenija ostala. Ne. In obratno, mogla bi tudi pomisliti potem, da če je nek izvajalec, pa nek zdravstveni dom v zelo v deprivilegiranem območju, a ne, zdaj najbolj znan recimo zdravstveni dom Tolmin, a ne, tam bi mogli omogočiti mu, da in tudi ekstra, bom rekel, strani financerja, da ponudi take pogoje, da bo nekdo šel tja. Zakaj bi šel nekdo recimo v neke
težke razmere, zahtevne razmere, če pa ima, bi rekel, za isto plačo v Ljubljani ali pa v nekem ležerni regiji. Ne? Tako da to, da je to čisto uravnilovka v Sloveniji, ne glede na to, kje si zaposlen, to je pač dela svojo škodo. Ne? Napaka, ne, velika. Nekako se zdi, da smo Slovenci kar v večini precej nastrojeni proti zasebnemu zdravstvu, že nasplošno. Ne? Verjetno si večina ljudi ob tem predstavlja neke pač velike dobičkarje, visoke cene, ki si jih lahko privoščijo samo nekateri in tako naprej. Zakaj mislite, da je tako in koliko je upravičeno? Vi najprej povete, ko ste iz zasebnega. Po mojem, da ljudje res nimajo realne predstave tudi o tem, kako je lahko dobičkarstvo, ampak ponavadi ni, a ne, ker ljudje bi investirali v kaj drugega, ne v eno tako komplicirano stvar, kot je bolnica ali pa bolnišnična obravnava bolnikov. Vedno je tudi namen delati dobro, a ne, za tem. Zdaj, seveda, mora biti dobičkonosno, ampak pri večini teh se tudi opazi, da velik del teh dobičkov gre v rast teh privatnih ustanov in ta rast je tudi dobra za bolnike. Jaz sem tudi v Argentini delala v eni bolnici, ki je bila ena priznana prva totalno brezpapirna bolnica v Južni Ameriki. In bolnica je bila privatna, ampak vse, kar je bilo dobičkov, je šlo ali en del je šel za take bolnike, ki niso mogli plačati si pregledov, tam je bilo ob robju Buenos Airesa tudi veliko revščine in so tudi te bolniki imeli dostop do tega raven tega dobička, so tudi oni tja prišli in lahko se zdraviti. In tako da tega principa, tega pojma, da je lahko privatno tudi dobrodelno, je po mojem, da tukaj v Sloveniji ni, ker ni bilo, ker ni izkušnje s tem, ampak veliko se da dobrega tudi narediti, s privatnim, tudi na ta način, v privatnem zdravstvu. Ja, mislim, da je ta odnos do privat zdravstva na narekovajih je, ki je posledica propagande, me moti. Drugače pa vsak sistem je dober, da je neka kombinacija, ker vseeno, jaz bi rekel tako, če nisem zdaj ekonomski strokovnjak, ampak če imaš ti manjši del privatnega sektorja, ki izvaja isto kot nek javni sektor, je to vendarle zmer nek ogledalo, da ne more vendarle zdaj ta javni del, ki je vse nagnan k neučinkovitosti, pač se vemo, kako je, neki drugačni pogoji so za zaposlene, drugačne, če imaš ti uravnilovko ali pa, kar se plač tiče, potem so enako plačeni dobri in slabi delavci, tega recimo v privatnem sektorju, vsaj če izkoriščate svojo možnost, on bi znal nagraditi boljše in pač, rekel, manj slabše in to potem lahko izkoristi veliko bolj obojestransko zadovoljstvo. Tako da to, da je vse negativno, a priori je napaka, zato ker bi mogli eno drugega se izboljšvati, vsaj en drugega bi izboljšvali, ogromno. Recimo, če je res na eni strani javni sektor pa javni izvajalci znani po svoji neučinkovitosti, netransparentnosti in tako naprej, imamo na drugi strani zasebne izvajalce, ki pa čisto drugače naročajo javna naročila ali pa čisto drugače nagrajujejo zaposlene. Se pravi, to bi moglo biti kako se reče, rdeča cunja za ukinitev tega, nekdo, ki ti kaže tvoje slabe strani, ti mora biti motiv, ne pa da ga hočeš uničiti. In to se mi zdi, se dogaja, da hoče vse tiste, ki nekako zaradi svoje podjetnosti ali učinkovitosti pokažejo, da se da boljš z istimi sredstvi poslovati, da jih hočejo izriniti. To je napaka, ker sam sebe s tem slabšaš. In tukaj mislim, da smo zelo slabi prav na področju zdravstva, ker imaš res tako vzporedno
lahko primerljiv sistem. Ne. En poseg je enako plačan za zasebnika kot za javni zavod, ali pa bom rekel še bolj ambulanta družinske medicine. Enako dobi za en program, eno ambulanto, zdravstveni zavod ali pa zasebnika. Ne. In kaj pol iz tega nekdo omogoči, je pa precej različno in to bi moglo biti nam pokazatelj, da se da več in boljš narediti, ne pa obratno, ne, da je to nekaj slabega. Zdaj pa, če pa govorimo o zaslužkarstvu v zdravstvu, tukaj sem pa jaz pač absolutno, tukaj pa niti slučajno nimam nobene tolerance do tega, ne, se pravi, da bi kdo, kaj je moja prednost dela v javnem zdravstvu, to imam srečo, da dobim enako plačo, ali sem tako ali drugače zdrav bolnika. Ne. Imate področja v zdravstvu, kjer je to zaslužkarstvo znano, ker je spolzki klanc, kjer se lahko prepriča recimo bolnika za en poseg, ki je sicer možen, ni pa še absolutno nujen. Se pravi, to je že spolzki klanc, ki je za moje pomene etičen. Se pravi, prepričevanje v potrebe ali pa v neke intervencije zdravstvene, ki niso nujne ali pa v absolutno dobrobit bolnika. To obstaja in ta spolzki klanc poznamo iz tistih sistemov, ko nam najbolj kažejo, ne, teh absolutno privatnih sistemov, ne, ker tam ni nobene varovalke. Dober sistem je vedno bom rekel, v trikotnikih. Ne. Imaš bolnika, imaš izvajalca in imaš zavarovalnico, preko katere je ta trikotnik teče, tako da je vedno eden v nadzoru dveh. Mene kot zdravnika nadzoruje po eni strani bolnika, sem dober ali ne, in po drugi strani zavarovalnica, ali sem dobro ravnal. Zavarovalnica nadzoruje oba dva, jaz kot zdravnik in bolnik, a mu omogoča vse te storitve oskrbe, ki si jih nek bolnik zasluži, pa ki jih jaz zmorem. In po drugi strani seveda tudi bolnik nadzorovan strani mene strokovno in zavarovalnice ali upošteva, bom rekel, neke smer. Tak sistem funkcionira dobro in ga dejansko dobro razviti sistemi so enako zgrajeni kot naš problem slovenski je samo to, da enega partnerja nisem omenil, to pa je država, ki se tukaj vmes država, ker se z in lastništvom izvajalcev, z bolnice so v lasti držav, in z zakonodajo, ki v podrobnosti odloča o tem, kaj mi ravna vsak dan, in še konec koncev še preko proračuna in financiranja nadomešča zavarovalnice. Se pravi, namesto da bi država samo z enim zelo jasnim, transparentnim zakonodajnim okvirjem določila pravila igre, kjer bi se mi trije, bom rekel, v tem trikotniku igrali, je to vse, imamo mi nekako zvezane roke in igra se pa nekdo tretji od zunaj. In tukaj, za moje pojme, je tukaj vir vseh težav v Sloveniji. Ne? Ker v osnovi, zakaj bi imeli mi kaj drugače zdravstvo, kot ga imajo neke druge bolj, bom spet rekel, učinkovite, pragmatične države. Ne? Tako da, pač poskušam malo tudi ta vidik. Še ena vrvica je ta prekomerno vpletanje, bi rekel, katerekoli politike v neke čist odnose, ki bi mogli biti urejeni na ravni pacient, zdravnik, zavarovalnica brez nadaljnega. Ne. Tukaj praktično vsak dan se ta odnos vtika nekdo zakonov, ki misli, da mora to urejati do potankosti. To zdravo tekmovanje je dobrodošlo, med privatnim in zasebnim in državnim. Sej to, kot ste rekel, to potem izboljša na obeh straneh, tekmujemo, kdo bo bolj za bolnika naredil. Kateri pa bi bili recimo prvi konkretni ukrepi, s katerimi bi te pozitivne principe, ki jih v zasebnem sektorju mogoče bolj poznajo, da bi jih učinkovito prenesli v slovenski javni sistem? Mi imamo problem, ker smo toliko let zanemarjali. Zdravstveni sistem je sistem, ki ga moraš ti v bistvu vsakih par let moraš to prilagajati, ker se spreminjajo in ljudje, in situacije in okolje. In pri nas smo pa dejansko imamo problem, ker je že 30 let ta zakonodaja več ali manj v grobem ista. Pravih reform, ko so bile potrebne, bom rekel zdaj, demografske spremembe v kadra, se jih dejansko nismo lotili. Malo se je obliže tale in ko ima še enkrat ti toliko bližal na neki, bom rekel, podobi,
je zelo težko reči, da bomo pa samo nekaj res naredili, pa bo kar vse boljše. Ne. Tako da tukaj velikokrat sem soočen s tem, no prav, ker sem znam po svoji kritičnosti, pa reče, no zdaj pa, dobro, zdaj ti imaš pa ti čarobno palčko, zdaj pa naredi nekaj. Ampak ni tako enostavno, ker je sistem zdravstveni najbolj kompleksnih, kar jih je. Ne. Imamo v bistvu ljudi od rojstva do smrti. Imamo financerje, v katerem vsi plačujejo. Hočem reči, to je toliko prepletenosti, ne? Ampak če me vprašate, seveda, na ravni mene v ambulanti sestro, bi rekel, če bi samo nekdo prišel pa rekel, da jim pa ti povej, katero je tisto delo, ki ga ti vsakodnevno upravljaš, pa terja znanje zdravnika, specialista in diplomirane medicinske sestre. Videli bi, da pol dela takoj lahko odpade, ker je to, se pravi, nek balast, ki ne pripomore k zdravju bolnika, se je naložil nekako po neki klančini navzdol in je prestal na primarni ravni, ker noben drug ga ni hotel delati. Ne. To je birokracija. Recimo birokratsko administrativne stvari, ker zavarovalnica zdravstvena je v vsaki državi, to je ogromen aparat. Ne. Pri nas pa v bistvu mi, zaposleni v ambulanti, izvajamo akviziterska dela. Mi razlagamo neke pravice, mi se jih regamo s paciente, a jim to pripada ali ne. Se pravi, do takih banalnosti, ampak zato, ker nekomu to ni treba. Ne. Potem druga stvar je digitalizacija. Mi smo tukaj zaostajamo, vsaj ne vem, kako je privatno, ampak to, kar sem jaz v javnem sistemu, naši pač te nivo digitalizacije, uporaba podatkov ali pa že samo vnašanje podatkov je 20 let verjetno, če ne 30 za različnimi državami. In kadar imaš ti, največji problem podatkov je, kadar jih imaš preveč in ti sistem jih ne zna ne obravnavati, ne obdelovati, ne z njimi nič početi. Ne. To je tako, kot imaš recimo anekdota, ne, ko si imel obveščevalne službe v Romuniji, ko so mogli vsak dan 20,000 agentov mogli pisati pismo, pa jih je pa en sam lahko bral. Ne. In je 20,000 pisem na dan dobil, to ima anekdota, ampak ni šans, da jih preveri 20,000 in potem smo kopičili vse. Ne. Se pravi, mi ogromno zdaj nekih vnosov podatkov delamo, veliko še preveč na papir in ker je to, smo slišali, da je to dobro, ampak hkrati pa nimamo sistema, ki bi dejansko, če bi to bilo, kot mi rečemo, res digitalizirano, da je to enkraten vnos in zajem potem na vseh nivojih, ne tako, da morate vi tam, ko jaz pošljem na potnicah, vam vi še enkrat vse prepisovati, pa ne vem kaj vse, ampak je to en podatek pri meni je isti pri vas, ali pa hkrati uporabno in tako naprej. To so take osnove digitalizacije v zdravstvu. Tukaj tudi ena ogromna rezerva. Se pravi, ena rezerva je v odpravi stvari, ki so nepotrebne, potem je digitalizacija, potem pa na višjem nivoju, seveda pa zdaj, če pridemo na upravljanje sredstev, ne pa to pa sigurno, se pravi, ta neučinkovitost javnih zavodov, ki iz ne vem kakšnega razloga so tako neprimerljivi z enimi privatnimi izvajalci, ne, se pravi, tukaj je pa je problem od lastništva, od imenovanja vodstva, od, bom rekel, oblike, kako se naročajo materiali, in še hkrati imaš to plačno uravnilovko, se pravi, cel kup orodij, ki bi jih en dober menedžer imel za eno dobro upravljanje z neko bom rekel, bolnico, je v Sloveniji invalidnih, ker so na teh področjih omejeni. Ne. Tako da to imamo upravljalski način. Potem pa seveda še financerski, je pa tudi to, da mislim, da v bistvu zavarovalnica določi, koliko bo nekih bolezni ali pa posegov letno, ne na to, koliko jih je se pravi, dela se plansko, namesto da bi bilo jasno, kakšne so potrebe prebivalstva in se na to potem lepo uskladili naše financiranje s tem, kaj ljudje dejansko rabijo. Potem plačilo storitev, to, da se še, ne vem, koliko imamo zdaj že 20 let zastarele te sisteme, da nek poseg, za katerega v bistvu ne vejo, koliko stane v resnici, ampak tisti izvajalci, kakšni pa vejo, ali prinaša dobiček ali ne, in potem se to razbohoti, ker je neumnost. Ne? Se pravi, in se vsi delamo, bom rekel, se sprenevedamo, kaj se nam dogaja, eni služijo na zdravstvenih posegih. Ne, moglo bi to tako biti narejeno, da bi minimalni dobiček je pošten, zato ker je, kot je gospa rekla, za razvoj, za investicije, in ne more biti normalno, da bi nekdo delal izgubo v zdravstvu. Se pravi, to, če smo mi proti dobičku v zdravstvu, je spet ni prav, ne? Ker moraš, če drugega ne, za amortizacijo, za nove aparature, za nek razvoj, za investicije, mora biti, se ne gre to nekjer drugih kot dobička. Ne? In se pravi, zdaj smo mi iz svoje ambulante, iz upravljanja, iz financiranja, vidimo cel kup nivojev je, kjer moraš ti narediti spremembo, da lahko en tak
ogromen sistem poženeš. Ni dovolj, pri nobenem aparatu, če ena žička fali, ne bo delal. Ne. In zdaj, kaj pa je ključen problem, pa seveda je pa, malo daljše bom probal zapakirati vse skupaj, ne, je pa pač ta know-how politike, katerekoli, da vidi, kaj je problem in da ga zna razrešiti tako, brez da bi sprla pol države ali pa brez da bi se na koncu z nekim populizmom rešila ven, ker nič ne prinese. Ne. Moje osebno mnenje je, da v zdravstvu ni področja, ki bi nabiral politične točke. Vsa zdravstva na svetu so v krizi. Ni enega zdravstvenega sistema, ki je bil perfekt in da ima bil super in ima ogromno rezerve. Vsi zdravstveni sistemi so v krizi, in kadrovsko, in finančno, in zaradi demografije. Eni se malo bolj lotevajo tega, pri nas smo malo držali glavo v pesku 21 let in sem malo povečal ta problem. Recimo, bral sem zdaj članke v naši reviji zdravniški iz leta 2000 in so opozarjali, kaj se nam dogaja, pa kako so v Angliji imeli že prvo reformo, pa čez 10 let drugo, pa tako naprej. Mi nismo nobene, ampak imajo danes enako problem velik v Angliji, mi pa verjetno še malo večjega, ker nismo nič vmes naredili. Ne. Skratka, to, da bi se zavedali, da v zdravstvu ni političnih točk, sploh pa ne lahkih, ne, in da bi sprejeli nek dogovor, za popravilo, za presekanje gordijskega vozla, so potrebni tudi neki ukrepi, ki ne bodo ljudje ploskali. Ampak obljuba pa bo zagotovilo, da bodo s tem dobili dolgoročno vzdržen zdravstveni sistem in dostopen zdravstveni sistem. To bi bil deal. Bomo porezali neke beneficije, ne, mislim, zdaj to, a veste, v Sloveniji smo ogromno denarja v zdravstvenem blagajni gre za neke socialne zadeve. Ogromno gre za te, ki se dolgo čaka na posege in potem so bolniške daljše in tako naprej. Se pravi, mi imamo ogromno denarja dejansko v zdravstveni blagajni, ki ga pa zelo majhen delež porabljamo dejansko za samo zdravljenje. In zdaj to seveda vzeti je vedno, to nobena, če bi to neka oblast, ki bi hotela to presekati, bi seveda takoj naletela na upor ali pa na neko nasprotovanje konkurentov. Ne. Se pravi, edina rešitev je bila, da bi se zmenili, zdravstvo bomo dali z mize vsakodnevnega boja, ga bomo soglasno pa z nekim kompromisom te stvari nujne korake naredili in tako bi se rešili. Ne. Pač to je moj pogled na to, kako bi bilo to možno z eno modro politiko, ki bi imela in know-how in sposobnost tega dialoga, da bi tako stvar speljali. Meni se zdi, da ni večjega, ne vem, mogoče je bil osamosvojitev Slovenije enega tazga ranga, kot je ena velika zdravstvena reforma. Ne. Vse drugo je manjši projekt, kot je pa zdravstvena reforma. Kaj pa vaši prvi ukrepi, recimo? Jaz sem zdaj povedal o digitalizaciji, ki je še vedno obstajajo papir in istočasno isti papir v sistemu. In ljudje vnašajo z možnostjo napak, kar se veste, prepisovanje z enega na tretje, pa tako potem sem tja, je veliko več možnosti napak. In pa zguba časa, to je še vedno. Sej nekaj je tudi to, ljudje še vedno ne zaupajo temu. Rečem, tako medicinske sestre kot tudi zdravniki, takrat, ko so se uvedle elektronske napotnice. Sem poznala zdravnika, ki je rekel, iz tega nikoli ne bom delal. In se je upiral do zadnjega. Do penzije. In je pisal na roko, v bistvu je zahteval, da mu drug piše, ampak ni hotel, so se upirali. In tudi, ko sem začela v ambulanti delati, pa so bili zvezki. Pa zvezki za to, pa zvezki za ono. In to je bilo ogromno. In potem počas smo en zvezek nekam skrili, pa drug zvezek smo svetovali, to se to pa ni potrebno. Zakaj? Imamo v sistemu in je bilo veliko, ki je reklo, ja, ampak to še vedno imaš, sistem pa lahko od enega dneva do drugega zgine. Jaz mi je več možnosti, da se ambulanta vžge, kot pa da se to zgubi, sistem. Ampak ni zaupanja v to in to bo trajalo, po mojem še. To je še zdaj ena generacija, ki bo trajalo nekaj časa, da se bo digitaliziralo tudi, da bojo začeli misliti drugače ljudje. Je pa res, da recimo tam v bolnici, ki smo v Argentini začeli z brezpapirno
bolnico. Ja, sem poznala enega zdravnika, ki je bil star nekaj čez 80. Je bil en profesor endokrinologije. In on računalnika ni vladal, ampak seveda, on je bil v projektu noter in rekel, ja, jaz moram to. In je on tipkal z enim prstom, izvide in je tipkal, ampak je rekel, jaz moram to, ker zdaj to je, to smo si zadali in to bomo naredili. In zdaj, če bo on zmore to, potem, če je on takrat to zmogel, tudi vse te današnje generacije, to mora biti. Ja, da namenjamo možnosti, kako si mislimo umetni inteligenci, ampak ne zaradi ugotavljanja bolezni, ampak že v samem tem osnovnem našem delu, recimo zdaj poteka pogovor, tako da mi da se pogovarja, bolnik, zdravnik, potem rečem, počakajte, sem to malo zapisal, in še enkrat vse to pišem. Obstaja že, normalno bilo, da bi na podlagi tega, kar se mi da pogovarjava, bil zapis že narejen in to obstaja in je čist na nivoju. Hočem reči, a veste, koliko je to časa, sploh v Sloveniji, ko nam manjka kadra, so tukaj take rezerve, da samo gledamo. To pridobiš na času. Tudi v času umetne inteligence je kar greh, da se to ne uporablja. Ne govorim o tem sistem strašljivem, kako boš ne vem kaj odkrivil bolezni, ampak tudi to je en del, ampak ta iz dejansko procesi, avtomatizacija podatki, to je noro izgube časa, ko se mi s tem ukvarjamo vsakodnevno. Ja, da se uporabiti. Ampak zakaj recimo vsaj digitalizacija v zdravstvu ni zdaj neko sporno, kontroverzno področje, kjer bi lahko kaj dost nabirale stranke politične točke? Zakaj recimo niti pri takih stvarih ne pride do reforme? Nekdo mora se odločiti, da reče, to bo tako. In potem pa treba za velike temu slediti, korake rabiš velike ljudi. In mi smo prav tak sistem, ko je medsebojne odgovornosti preveč polno, ne more se zgoditi, da bi minister zdravja ne more reči, da danes bomo tako naredili. Takoj zadane ob ZZS, zadane ob une, druge, tretje zakone. Tako smo si sistem zakomplicirali in ga naredili medsebojno soodvisnega, da najbolje preživi vsak, če čisto nič ne naredi. In mi rečemo, da je pa kar dober politik, pa nič ne naredi do 4 leta. Kdorkoli hoče kaj narediti, se zadane ob neke nasprotovanje, interese in se potem večinoma upeha. Mislim, da sem to zdaj že kar nekaj let spremljam in vsakeč samo naokrog in obupanje in upehanje vsakeč znova. Tako da malo smo nesrečni ujetniki sistema, ki je naredil sam sebe samovzdržnega v statusu quo. Koliko pa je po vajnem videnju ali pa izkušnjah zraven korupcije? Zdaj, to direkt povem, korupcije, take, tiste, ko si predstavljajo kuverta na mizo, pa ne vem kaj, te nisem skoraj nič, je ni. Mislim, niti nič ne moram narediti za bolnika, jaz, če mi nekdo prinese ne vem koliko denarja, jaz bom enako dal napotnico brezdomcu z ceste kot direktor največjega podjetja, čist nič ne moram drugače za njega narediti. Se pravi, v tem smislu je Slovenija za primerjavo z državami, bom rekel, bivše Jugoslavije, ker je znano, ker imajo druge omejitve, pa drugačen sistem, pa so dejansko do konca razsuli javno zdravstvo, pri nas tega ni. Bi rekel, da je več, če že korupcije oziroma takih nenavadnih, je tako kot v vseh ostalih segmentih, kjer se upravlja z javnim denarjem. To so pa investicije na materialov. Tle se mi zdi, pa še mogoče, zdaj niti ne več, ker več ni problem dobi delovnega mesta, je bilo pa eno obdobje, ko se je pa še delali, trgovali z delovnimi mesti. Se pravi, vse to vemo. A bo zrihtal službo, in so javni zavodi bili najboljši in tukaj zaradi mene, ne bom konkretno imel, ampak pogledajte razmerje zaposlenih nezdravstvenega kadra, pa zdravstvenega kadra po privat izvajalcih, a po javnih zavodih, pa te videli, kje se je. Ni problem, če si ti zaposlil preveč zdravnikov pa medicinskih sester, ampak vemo, o čem govorimo, o tretjem nadstropju se ponovadi reče. Mislim, ne vem, kako pa to, ne govorim s prvi roke, ampak to so ti občutki, veste, ko nikoli ni problem narediti novost, neka prenova, neka prizidek, to nikoli ni problem v Sloveniji v zdravstvu. Vedno je problem pa, ali bomo plačali dovolj kadar, da bomo nov oddelek odprli, da ne bo zaprta. To je pa strašna težava. Ali pa bomo nagradili zaposlene, da tam ekstra se potrudili ta mesec. Strašen problem. Ampak
neke dvigala 5-krat delati, to pa nikoli ni problem. Ne? No, tako. Malo sem namignil, ampak Ja. Tako da bi človek videl korupcijo, ne. A ne. Zdaj ga pa slišiš včasih, to, kar ste opisal, pa je, a ne. Zdaj, mogoče bi rekli še kakšno besedo o dolgotrajni oskrbi, o tem, kako v bistvu je občutek, da gremo v vse večjo institucionalizacijo tukaj, da nekako kljub temu, da že tako pomanjkuje kadra, pač potrebujemo še več tega, še več dejansko institucionalizacije, vidimo, da je vedno manj te medsebojne skrbi, ki je včasih toliko bolj temeljila na nekih manjših skupnostih, na družini, tudi na cerkvi, konec koncev. Se vam zdi trenutna pot prava ali je mogoče kakšna druga spodbuda? je pot. Ne vem. Ne. Ne moram reči, nimam izkušnje v tem, vidim pa s tem napredkom, a ne, robotizaciji pa vsega tega, da ne vemo, koliko dela bo manj tega fizičnega dela, a ne, da mogoče pa se bo določeno delo tudi nadomestilo, a ne, z roboti. Sicer ne vem, če za mojo že generacijo, ampak jaz, ko vprašam, pa tudi če vprašam starejšo generacijo od mene, a ne, kaj bi vi radi imeli nekoga, a ne, ki opravlja nego osebo, toplo roko ali enega robota. Ti bi rekel, vse osebo, a ne. Ampak če od moje generacije dol, ki so moje otroke, kot 30, ena jih spraševala, niti pod razno osebo. Robot. Hočem robota, kaj me bo ena oseba gledala, a ne, ne vem, ali pa se me dotikala. Ne, želim robota. In gremo v to smer, a ne. To napreduje tako hitro, da ne vem, mislim, da se bojo nekatere stvari tudi same rešile, a ne. Ne poznam pa toliko tega zdaj plana dolgotrajne oskrbe, da bi vedela, če so tudi to, recimo, to upoštevano. Trenutno imamo gap, se pravi, trenutno imamo razpoko med potrebami pa to, kar lahko nudimo, recimo prostora v domovih za starejše pač primanjkuje kronično. Mislim, v celi Sloveniji je 20 000 ljudi v domovih za starejše, hkrati vemo, da so potrebe ogromne. Ne? In to govorimo, če nekdo rabi dom, pomeni, da dejansko nič ne more več sam zase skrbeti. To je zelo zahtevna oskrba in ne vem, če doma čaka neka a veste, vsi smo, zdaj ni več teh širokih družin, večgeneracijskih, ki bi res bil vsak čas nekdo doma, pa bi od otroka pazil, pa potem do ostarelega starša pazil, ali pa imel možnost biti doma in skrbeti za njo. Takih primerov več ni. Naša delovna doba je daljša. In ta dolgotrajna oskrba pač mora to nekako vse nadomestiti z neko vrsto institucionalizacije. Zdaj, a to pomeni prav biti v neki domu tam zaprt, a to pomeni sam to kurna dana, pa neke dnevne skupnosti in tako naprej, ali to pomeni kader, ki domešča tvoje sorodnike, da skrbijo zate. Vse to je na mestu, ni to, mislim, to je, tukaj se ne naredila potreba in bi mogli to nekako zagotavljati, se pa bojim, da zamujamo in bomo ves čas tako zadaj stopili, da nikoli ne bomo mogli reči, to je pa super. A ne? Je pa to res ta izziv, kar je povedala, se z generacijami te zahteve spreminjajo. Tako anekdota sem, ko so odraslemu dali za robota, za partnerje za pogovor, oziroma starejšim so rekli, to je nemogoče. Ne? Dočim ti otroci, ki pa zrastejo z nekimi ekrani od mehna gor, se jim pa zdi normalno, da jim ekran govori in je njihov prijatelj. Ne? Se pravi, tukaj so človeški možgani zelo zanimivi pa prilagodljivi. Ampak vsem, če že gledava tako, ne, verjetno bo najbolj nazadnje bo umetna inteligenca pa robot nadomestil kader zdravstvenega, ki boža umiva in čisti. Ne. Mislim, vsakega kirurga, vsakega še tazga diagnostika bo umetna inteligenca lahko nadomestila, ampak
to človeško bližino, ki jo pa lahko sam človek da in je tudi hoče. Ne? To je znano, da pridejo k nam taki z celim spiskom možnih diagnoz, ki jih je dala umetna inteligenca, ampak on hoče prepričati se, da pa tudi jaz tako mislim, ker zaupa pa samo človeku. Ne? Pa tudi, če ve, da sem jaz bolj zmotljiv kot umetna inteligenca, ampak tisto zaupanje, zaradi katerega bi se nekdo ali da operirati ali pa vzel neko zdravilo, pa želi, da mu človek vzbudi. In to je tudi hkrati, ta lastnost je vrednost ali pa priložnost za zdravnika, za medicino, hkrati pa tudi past, ne? Ker se razširja ogromno teh šarlatanov, ki vejo, da bodo z umetnostjo besed pa z neko temi marketinškimi potezami ljudi lahko zavedli kamorkoli želiš. Ne? To je pa ta past občutljivosti človeka na upanje, da mu je oseba tista, ki lahko bolj verjame. Dobro, mogoče za konec, čisto osebno, kaj vaju žene k temu, da kljub vsemu temu celemu gordijskemu vozlu, o katerem smo danes govorili, ostajata, delata z bolniki, se žrtvujeta tudi na tak način, verjetno več kot samo karierno ali pa poslovno, tudi tako osebno, človeško. Jaz mislim, da se v našem poklicu, ali vsaj v mojem poklicu, tudi najbrž v vašem, to, da narediš nekaj dobrega za osebo, je to, kar te žene. A ne? Da s svojim znanjem, a ne, s kompetencami, ki jih imaš, izboljšaš njegovo stanje, a ne, zdravstveno. To je zate dobitek. A ne? In to je tisto, kar te žene vsak dan. Zdaj, kako to, a ne, prideš do tega, moraš biti pa navdušen, a ne, in pripravljen tudi žrtvovati, moraš vzgajati, a ne, kader, ki prihaja za tabo, ga mentorirati, a ne, mu dati vedeti, da ga lahko svetuješ, ker to je tudi nekaj, kar primanjkuje. Ne? Mladi včasih zapuščajo tudi poklic, ker nimajo na koga se opreti, a ne, ker ni nobenega, ki bi jih vodil v tej profesionalni rasti. To je mogoče en način, da delaš za prihodnost, tudi da bo kader vztrajal in da se potem tudi tvoje znanje naprej v drugih, a ne, da lahko drugi naprej to peljejo in da si zadovoljen in da se izpolnjen počutiš. Ja, v osnovi imamo radi naše delo, ni to problem. Tudi na srečo je toliko možnosti v življenju, da vsak nekako najde svoje mesto in je s svojim različnim talentom in navdušenjem in je prav, da je tako. Ni naše delo edino tisto, ki človeka navdušuje pa zadošča, ampak mi smo tisti, ki smo ta poklic se najdali in ga radi upravljamo in nam je hudo, če vidimo, da so pogoji tisti zunanji, ki vplivajo na to, da je naše delo težko, tako, da ljudje odhajajo. Ne? In zato smo pač tudi, vsaj osebno sem zato glasen, ker želim pač končno tudi za sebe in za svoje ljudi, s kateri skrbim, boljše. Če nas bo več, bo lepše. Dobro, najlepša hvala, draga gosta. Hvala tudi vam, drage poslušalke in poslušalci, ker spremljate Slovenski čas. Berite, spremljajte nas še naprej. Povejte v komentarjih svoje izkušnje, sledite profilom in pa se vidimo prihodnjič. Nasvidenje.